Zakaj je meni kul pri tem klipu? Ne to, da on pade. Zato, ker je bil Golob prek videokonference in Golob sploh ne ve, da se to dogaja. Veš, kaj imaš vse ostali video Jelinčiča, kako faceplanta, ne? Golob pa sedi. Nič. Tudi kapale. Oni vsi kao, si okej, oni pa je na soočenju. Jaz za Jazbino pišem in sneti meni daje večinoma špile, kjer se nič ne dogaja njih. Ne? In jaz sem to potem tudi v tekstih pisal in je to celo not pustil. Ampak jaz sem res preigral enih špilov, kjer nič ne delaš. In ko rečem, da nič ne delaš, je to, se ponavadi temu reče simulator hoje. V bistvu prvi, praktično edini, vsi vemo, da to ni res, boj je, ker se usedeš na stol, ne, pa ti stol vzame malo življenja, ker je pretrd. In je tako, ne, na stol sem se usedel in to je combat system tega špila. Ne. Veste, to so še zmeraj ljudje, ki so toliko narativa zgradili, pa tako dobro so stvari napisane, pa tako lepo tečejo, da če investiraš svoj cajt pa pozornost, prideš do neke, ko bi rekel, nekega človeškega momenta, sploh če premoreš malo več empatije, mogoče. Zraven je pa naredil nekaj, kar bo vas mogoče zanimalo za ston aplikacijo, tudi če greste na pikalk.com, ki se ji reče DICE. In je v bistvu taki 3D animacije, ki imaš človek, je res. Vseh možnih kock, D&D-ja, navadne kocke, karkoli narediš, v 3D-ju, rolate jih, vsi veš 27 in pa se jaz ne vem. Ampak tako, vse si lahko zmisliš, res je, ni bullshit. Jaz vam dve vprašanje imam, na ta drugo prosim prav odgovorite, se ne veste, kaj je pravilen odgovor, ampak meni je toliko strah, če boste, ni važno. Kdo ve, kaj jaz počnem v življenju? Roke gor. Kristus, to je... Že to prvo ni bil okej. Koliko vas je igral Disco Elysium? Pejte raj na tist. Ni okej to. To bo zdaj taka slaba epizoda The Office bo to. Kaj je del, ki Michael Scott obljub štipendije otrokom? A se spomnite, kdo je gledal to epizodo? Ja, to je tisti tam, ki ljudje, ki jo zdaj rewatchajo za cozy watching, nočejo gledati te epizode. Naj vam povemo te epizode. Ne. Bolj, če res sem ne ve, kaj jaz počnem, bom najprej to povedal, samo da te videli kontekst, ker slabo. Moja služba je, jaz na Valu 202 delam, to je radio, ki bo kmalu ukinjen. Ni toliko smešen, najbrž bo to res. Jaz v tehnologiji že in pišem in na radio govorim, zdaj že 20 let imam en podcast tehnična, vse sen. Pa poleg šihta, pa že zelo dolgo podcaste delam, in te normalne podcaste, ne te, hvala, ker ste si vzeli čas na YouTubeu podcaste, že res od 2012 in takrat sva s Pižancem začela Glave delati in sva delala o Igri prestolov zelo dolgo časa, pa med covidom sva delala, to je ful popularen bilo, zato to razlagam, med covidom sva delala Harryja Potterja, pri čemer jaz takrat nisem ne bral knjig, ne gledal filmov in pa so vse filme gledala. Če se kdo hoče smejati, danes mi boste bolj, ampak če se kdo hoče smejati človeku, ki nič ne ve o Harryju Potterju, pa je posnel, 12 epizod podcasta, več kot 1 uro dolgega o Harryju Potterju, vabljeni. To je zdaj... Ja, Avokado kadabra, hvala Gaber, to je urok, ki sem jaz mislil, da obstaja. Ni važno. Zdaj tako je, jaz te podcast... Čakaj, kaj je še naslednji slajd? Jaz, kar bom danes govoril, sem dal vsem aparatus.si, to je ta moja mreža podcasta, ne so vsi podcast, to ni toliko važno, ampak ta /NMN26 sem dal ta PowerPoint, ki je par linkov noter, ker ima računa, da mogoče niste vsi, ki je par obskurnih špilov noter, obskurnih, s kom govorim, NMN. Par špilov, če v koga zanima, se da tam poklikati stvari, no, zato sem to dal, nimam pa QR kode. Zdaj pa, zadnje par let, zakaj sem jaz sklepal, o igrah govorim, zadnje par let, ta naslednji slajd mislim, da je že to smešen, tako da moram zdaj malo govoriti. A kdo pozna Jazbino? To revijo Jazbina.
A kdo pozna Joker revijo? No, Jazbina je nov Joker, efektivno je nov Joker, ker je, jaz tam pišem zdaj na vsake tok časa in urednik Jazbine je Sergej Hvala Sneti. Okay. Tukaj opazite, pod sliko Sergeja, ker je ta slika iz Wikipedije, piše, da je Creative Commons, je pač ta licenca, da jo lahko uporabljaš, ampak moraš napisati, da je to slika od Kremlina. In sem to tudi napisal. To sem jaz sam za tak fakt se mi je zdaj okoli. V glavnem, Sergej Hvala je do mene res nesramen človek, čeprav je urednik Jazbine in mi je lekeno kicurage oblečen tam. Kaj se to dogaja? To ne bo toliko dobro, kot vi mislite, da bo. Jaz vi mislite, ne, okej. Jaz za Jazbino pišem in Sneti meni daje večinoma špile, kjer se nič ne dogaja njih. Ne? In jaz sem to potem tudi v tekstih pisal in je to celo not pustil. Ampak jaz sem res preigral enih špilov, kjer nič ne delaš in ko rečem, da nič ne delaš, je to, se ponavadi temu reče simulator hoje, zdaj je ta drug od treh, ta smešen slajd. Zdaj bom to dal in sem naredil simulator hoje in sem dal tole. Ne? Zakaj je meni cool pri tem klipu? Ne to, da vam pade. Zato, ker je bil Golob prek videokonference in Golob sploh ne ve, da se to dogaja. Veš, kaj imaš vse ostali video Jelinčiča, kako faceplanta, ne? Golob pa sedi. Nič. Vaj tudi kapale. Oni vsi kao, si okej, oni pa Jaz na soočenju. V glavnem, simulator hoje je pač nek tak, načeloma, se ga vsi poznate, za te špile, ki se ne igrajo v narekovajih, kjer pač več ali manj se stvari dogajajo, malo mogoče kaj pritisneš, pa si rečeš, jaz sem pa igral, ne. Pa načeloma res nisi dosti veliko počel. Ampak premisa tega, pa zakaj bomo na koncu prišli do Disco Elysiuma, je pa to, ker to je pač moja izkušnja, ko mi je Sneti dajal, par mi jih je on dal, par sem si jih jaz bral, se te videlo, o katerih bom govoril, no. Ampak so to, tisto, kar je meni fascinantno, sploh pri teh simulatorjih, je to, da so zadnje čase dostikrat odrasli. Ne? Zelo so narejeni za odrasle ljudi, kar se mi zdi, da prej ni bilo dosti res. Se mi zdi, da včasih so bili te simulatorji hoje za ljudi, ki, te pa ne bojo znali igrati. Poglejte, Peppa Pig hodi, ti pa pritisneš en gumb in pa reče hello, ne, in je bo to špilka, ne. Se mi zdi, da to ugasnem, čakajte, tako mi grozno mi je govor, pa Jelinčiča, čak bom rekel, dajmo Sergeja gledati, raj. A lahko prosim nekdo tole slika, sam slikite pokončno, pa mi dajte meni na Instagram, Anzet, sem na Instagramu, da lahko njemu poslal, da je bilo to gor. Pokončno fotko, prosim, naj to naredi, please. V glavnem, kje sem bil? Ja, simulatorji hoje. So res, dosti je taki, ki so res narejeni za odrasle, kar se mi zdi še vedno, meni je to še vedno fascinantno. Jaz sem, čeprav ne zgledam, 43 bom, 42 let star, in ko sem bil jaz mulc, v bistvu odraslih špilov, ali so bili taki zelo odrasli, ki so jih res weirdoti dela, pa jih nihče ni igral, ali je bilo vedno nekako narejen za mlade moške, načeloma je bilo vse narejen za mlade moške, z redkimi izjemami. Jaz vem, da je to Sergej napisal eno knjigo, ki vse to popiše, jaz manj vem, ampak včasih res takih špilov ni bilo. No in pol, zdaj lahko gremo na ta prvega. A je kdo to igral? No, videl si, videl si enkrat ne šteje. Super. A se bo to zdaj slišal? Jaz če dam play, minutni trailerčki so. Jaz sem sam to, ker bo klej en človek sedel, ki vam bo opisoval špil, je res nonsens. Tako da to naj se zgodi. Peter, marvelous to see you do come in. First-rate piece of work, Peter. First-rate. Peter, please listen to me. You know where you are now. All right, so what do we know? You do not know anything. We will die here. Whatever this is, people are going to want to hear about it. Don't you worry now, Pete. We're here for you. I think we might be onto something. He doesn't know about any of this, does he? You will tell him, won't you? You're not backing out of our partnership now. No, I'll do it. I will. You promise me that?
We're going to die out here. A čak zdaj, a to bo, moram ga jaz, ja ne, se bo nehal na eni točki najbrž. Ok, cool. Ja, zelo en Škoti, Angleži, vse živo. Jaz nisem nič vedel o tem špilu, naprej sem ga začel igrati in vsa ta hoja, ki jo vidite, tudi ta človek, ki po zimi hodi, ki zgleda zelo akcijsko, se sama dogaja. Mislim, da moraš gumb držati, ampak on sam hodi in je res, kar nekaj časa hodiš po snegu. Ampak je pa en zame, meni bil zelo zanimiv špil, sem bil zelo vesel. Mislim, da mogoče je bila to ta prva stvar, ki sem jo takrat za Jazbino napisal, ko je Kim Jong-un hotel sploh vedeti, da bom znal kaj napisati, ker takrat sem samo za monitor pisal o telefonih pa računalnikih pa o teh zadevah. Ne. In v bistvu je bil polkar mal zame narejen. Jaz sem zelo velik fan Johna Le Carreja, to je ta človek, ki je pisal o angleških vohunih in je v bistvu zgodba zelo s tem povezana. Z zelo znanim primerom. Ne bom preveč razlagal o podrobnostih, ampak ta trailer mi je dosti všeč, ker pokaže to ni izgledal nekaj, kar bi bilo narejeno za mlade moške, no, tako bom rekel. Čeprav so ta protagonist, ne, ta Peter je vremenar, napoveduje vremenske vzorce, kar se mi zdi tak lep pokazatelj, da gre za nekaj, ki ni bilo narejeno za 14-letnike, ki hočejo streljati ljudi v drugi svetovni vojni ali pa v Afganistanu, ne vem, kje je zdaj Call of Duty. A zdaj v prihodnosti Call of Duty zdaj. Je zdaj 2047 ali nekaj. Ja, okay. A ne, to je Cyberpunk. Kaj sem zdaj rekel? Ni važno. V glavnem. Tako da, South of the Circle je ta prva taka, zato sem rekel prej, pač aparatusi /NMN26 je pač link, tudi vsi so poceni špili, ampak gre za eno tako narativno zgodbo, kjer malo spremljaš njegovo sedanjost, pa preteklost, ste videli, da tudi, kad je to otrok, pa potem, kad je odrasel, pa je pa en velik škandal vohunski v Angliji in vse ostalo. Pa imaš mogoče imaš par odločitev, je treba sprejeti, pa ena je sploh taka velika, ki ti celo dajo en tak QTE moment, ki celo odšteva neka ura, pa se moraš odločati, ampak odloča se pa kakšen človek si dobesedno. In zaradi tega, zdaj vidite, zakaj bomo na koncu te Coliseuma prišli, zaradi tega je bila tam eno še, zdaj bomo šli čez par takih špilov, takole bo izgledal, nič pretresljivega, ampak če imate te 2 uri pa pol najbrž, sem že pozabil, koliko časa traja, da tole obrneš, ne, ko držiš te 2 gumba in enkrat miško daš levo ali pa desno, se res plača. Ker jaz zelo nisem fan tega interaktivni film, pa tega horšita, ki ga ljudje pol doskrat rečejo, da veste, to je pa tam pa nič, to je pa film, ki ga gledam. Ni, to je vse en špil. Nekdo se je potrudil, jaz mislim, da je pisanje tukaj res super, tako zelo izjemno, zato sem ga dal tudi na prvo mesto. Če še enkrat Coliseum ima boljše pisanje, ne me linčati ljudje, ki ste oblečeni v stvari. Ampak je res izjemen špil, pa še enkrat tak res Jelinčič hoja simulator, ampak funkcionira. No? Zdaj bomo šli čez par teh zadev. A je kdo to igral? En človek, ti, ki si prej videl, zdaj si pa igral. A sem jaz zmenjena? Okay. Ja, tako. Kaj gledali, kaj? Lej. Nekaj je treba početi v življenju, očitno. Ja. Vem, samo hočem reči, par ljudi, ki so oblečeni v Harryja ali pa Kicuragija, tako da mislim, da je to za njih narejen. To je pa še ena stvar, ki je bila meni zelo fascinantna. Ta je tudi na telefonih, zdaj bom trailer spustil, vmes boste videli najbolj kompliciran gameplay v tem špilu je, ki je treba oblaček sestaviti kot puzla, pa moraš 4 puzle not postaviti, ki bi jih moja hčerka, ki je 7 stara, bi rekla, zakaj si mi dal to zaigrati, ampak no, ne, pogledajmo. En Polaroid streseš, come on. To je polka znaš igrati. Polaroid streseš, prej ti ne pustijo. Ja, tako.
Ja, to je pa še ena taka reč, pol prijemo tudi do Monument Valley, no, tam je celo treba kao neki igrati, čeprav tudi tisti je zelo debatable. Ampak še ena taka reč, no, ki se mi zdi, da se, vsakič, ko v medije ponavadi pridejo špili, vsi vemo, kaj je eni v Ameriki postrelil šolo, ne, to vem, da je grozno reči, ampak ponovadi res, in potem krive so videoigre, ne, in pa tudi slovenske medije, večinoma taki članki prihajajo, meni to noro iritira, sploh zato, ko v medijih delam, potem vedno, ko imam priložnost, komorkoli reči, karkoli v drugo smer to rečem, ampak sem le en človek, ki ne bo nič dosegel, ki dela na pravkar skoraj ukinjenem radiju. Florence je pa res spet ena taka stvar, ste videli, ti si Florence, najdete se moraš v življenju, jaz sem to igral, ki sem bil star najbrž 38, sem že imel otroka, klej si pa mislim, da je ona 24 stara in spozna enega fanta, ne, tako da zelo zame narejen, zelo sem se poistovetil, ampak greš še enkrat, izjemen špil, najbrž straja, zdaj bom rekel 2 uri, lažem najbrž, moj si uri pa pol konc, odvisen, koliko dobro znaš strest polaroid, pa če ti una puzla predstavlja preveliko težavo, ampak spet nek tak narativ, ki je res za odrasle ljudi narejen. Ta mogoče, jaz sploh ne bi rekel, da je samo v žensko populacijo operjen, ne, čeprav je protagonistka ženska, se tudi fantje lahko naučimo, fantje, moški, whatever, 43 skoraj. Ampak še enkrat, res, pa zdaj en tak through line bom tukaj to začel, ker pa ne mogoče tega malo manj, to, kar je meni všeč, pa vsi, ki ste prej roko dvignili, vsi ste, do klica ste seveda vsi prišli v Disco Elysium, ne. To je tudi taki malo za jokat, špili so to, ne. To so še zmeraj ljudje, ki so toliko narativa zgradili, pa tako dobro so stvari napisane, pa tako lepo tečejo, da če investiraš svoj cajt pa pozornost, prideš do neke, ko bi rekel, nekega človeškega momenta, sploh če premoreš malo več empatije, mogoče, ker ponovadi še enkrat, pa zdaj nočem se norca delati, ampak v Call of Duty je tega malo manj, sej tam tudi kakšnega prijatelja ubijajo, ampak nisi tam zdravo, moj bog, prijatelj, ni te več, ne. Težko dosežeš toliko čustvene stvari, ki pa mogoče v špilih, ki pa nimajo najbolj zapletenih mehanik za igrati, kjer v bistvu samo spremlja, ja. To je res, zato sem pa tako zelo rekel, ali ste ga, jaz nočem spoilerjev delati. Jaz recimo še nisem splezal na fucking unga konja, pa sem to videl in sem jezen zdaj. Jaz hočem na konja splezati, mamico YouTube, v glavnem. Lahko jokaš, ne, to sem hotel povedati. Še enkrat, vse linke sem dal, lahko poklikate, če bi kdo hotel videti. Še en tak res fajn špil, pa ta je res tudi na telefonu, se pravi, se ga da na telefonu odigrati in je mirno. So pa več ali manj, kar je pa še ena, no, to sem hotel omeniti na eni točki, ena fajn stvar pri vseh teh špilih je, zato ker niso tako zahtevni, ne grafično, ne nič, ne, so pa navadi res na vseh platformah, To so tudi že starejši špili, tako da so pa tudi v App Storih, se pravi Android ali pa iOS so znižani, na Steamu jih itak včasih dobiš za 7 centov, zato ker ne vem, kako Steam sploh sluša, vsi kupujemo po polnih cenah na Steamu, vsi gremo in 60 evrov, toliko vam bom dal Ubisoft ali bom počakal mesec in pol in dobil 30% off. V glavnem, gremo naprej, ko smo nekaj naprej. A kdo to igral? Končno, vsi sem vedel, zato je ta tretja, ker ta prvi dve sem upal, da nam ben roke dvignil, pa se je to zgodilo. Zdaj gre vseeno zdaj, zdaj bom zmeraj manj bom vedel, kaj govorim, ampak pojmo vseeno, što pogledati. Kdaj se neha video. Še fade je, v redu, izjemno. Google, kaj je to Google Present, kaj je to sploh? Google Slides, kaj je to? A kdo je, ko se temu reče? Sheets, Docs, pa? Nobene, Slides, gremo reči Slides. Ja, ok, zmenim. No, ta Mini Motorways je pa še ena taka reč, ki sem jo dobil od Kim Jong-una.
in sem pol malo preveč igral, ker je res na čisto vseh platformah. Obstaja tudi Minimetro, obstaja, je bil so predhodni, a sem jaz Minimetro opisal, sploh ne vem, obe sem v glavnem špilal. No. In tle moraš pa že malo razmišljati. Ne. Moja logika je bila, da grem prvo en gumb, pa je bilo treba puzlo pa polaroid, ne. Zdaj smo pa že pri špilu, kjer je, kam bom dal cesto, križišče, rondo, avtocesto, obvoz, nadvoz, hvala, to sem hotel reči, nadvoz, ne, obvoz nima smisla, to je, na nek način so vse ceste obvoz. Devo, to je za na majico, to je res. Še enkrat, če niste igrali, prej vas je par roka dvignil. Unika ste igrali, a je dober špil, sam zaderte se ali pa ne? No, zdaj ostali tudi veste, to je to. Ok. Kdo je to igral? Ja, to sem pa sklepal, da bo. Zdaj pa, jaz moram zdaj a je rekar kle, ni ga, ne? Ni, ok. No, vse en rekel. Jaz sem, ko sem ta špil, jaz sem ga opisal, sem ga sam promoviral na netu kot nor, ker je res nor špil. To je ena boljših stvari, ki je prišla ven za iOS. Na začetku je bila na iPhone, zdaj mislim, da posod. Jaz mislim, da ne obstaja boljši špil za telefone. Fajn imeti slušalke, ni nujno, bom pol pokazal trailer. Ampak jaz sem nekako, ko sem to promoviral, mislim, da v podcastu s pižamo, sem rekel, da 8 ur traja. Kva sem rekel, 20 ur traja? Ne traja. To je še ena stvar, ki je zelo hiter konc. Gre pa v bistvu za špil, kjer je že spet ena štengica višji, da ni sam simulator hoje. Moš perspektivo spremenjati. Pa je res so trije, zdaj so že 3 deli, 1, 2, 3 so. Vsi so za preigrati, imajo zelo tak, ko bi rekel, minimalističen narativ, sam veš, da si ta neka princesa, neki hod. Vsejem se lahko jokaš, sam tle se moraš malo bolj uživeti, vsejem. Pa še ta trailer, vsi so minutni. No. Ja, no, ta špil je res tako izjemen. No. To je tisto, kar stvari, Gabr sam kima, hvala, saj eden, ta feedback rabim. Ja, mislim, to je na vsake tak sajta, ki dajo te in revije in na netu, ki dajo 10, pa to je eno teh, to je res eno teh špilov, ki se mi zdi, da je brez težav dobi najvišje ocene. Se ste videli, imajo tako ta Escher fora, so te štenge gor dol, pa ti obračaš perspektivo, pa vlečeš stvari, pa more pač gospodična pridati, kaj mora pridati. Še enkrat, zelo kratek špil, so pa zdaj že 3 deli. No, in se res, če ena stvar, ki jo res ekstra toplo priporočam, je to. Ker je, ne vem, težko take superlative najdem, no, tako bom rekel. Alright, a kdo to igral? Ja, 3, sami tipi, to je noro. Sami momci, v glavnem. Kar je meni všeč, tak elite dizajner mu je Goran imeti, kot mu je fotru, je nek Balkanc, nič več ne vem, kaj to, ampak to je ena stvar. Tle je pa že striček, ki se premika in pol more tole ta, gremo reči, ladja, ta Mad Max ladja, veter je treba uporabljati, ima tudi parni stroj noter in moraš stvari metati v peč, da dobiš paro, da pač se zadeva premika naprej. Da bom dal, vse to je videl.
To sta pa dva dela, oba se splača preigrati, na koncu se tudi poveže zgodba, v bistvu, kad ta drugega končaš, se poveže s ta prvim. Premisa je pač to, da je šlo nekaj na svetu več kot očitno zelo narobe. To se je dna zgodilo. Mi smo na boljši poti. Ja, všeč mi je, ker je tako, se je šala, sem ni. Valjda je to dano več obstavil. In imaš pač to ladico, jo peleš, pa vseeno se mi zdi, ni glih to več simulator hoje, ker se mi zdi, da je treba vseeno malo več početi. Ampak še enkrat, taka zelo minimalistična narativna zadeva, v bistvu pa par tekstov prebereš, vse moraš čez lik zvedeti. Kar se mene tiče zelo močnih sporočil, mogoče tudi en teh špilov, ki nerealno dober, tako se bom izrazil, prikaže neko tako usamljenost ali pa ne, da je človek sam ali pa lik sam ali pa karkoli. Že spet, jaz sem na koncu tudi skoraj jokal, no, ali pa sem, mogoče sem skoraj kaj, moški sem kaj, nisem jokal, kaj, priga vas. Res lep špil, še enkrat oba, je pa ta ekipa zdaj naredila, to sem pa glih po moje 2 jazbini, 3 nazaj sem imel opis, so naredili pa še en špil, ki je samo menil, nisem mene slikce dal, no. Se mu reče Hurdling, je pa tudi izjemen špil, sem tam je treba že malo več vedeti, v 3D svetu si en tak pastir, ki ene jake, take fantazijske, ne, take kosmate živali, peleš v gore in na koncu priješ v gore. In v špilu je tudi samo en antagonist in to je ena taka weird sova, pa še zuno si na koncu prijatelj. Tako da je zelo tak pozitiven, tudi ene 3-uren špil Hurdling. To pa sam zato rečem, ena zelo neumestna, ampak bom vseeno omenil, oni so far naredili, se mi zdi, ne vem, pri katerem založniku že, no, se to nima veze, pa jih je pa za ta Hurdling, jih je pa pohopsal Panic, zdaj, a kdo Maca uporablja na kakršen koli način, ne iPhone, Maca, 1, 2 sta si upala roko dvigniti, 3, 4, ok. No, Panic je eno ful znano podjetje, ki dela res izjemne aplikacije za Maca, imajo pa enega norega šefa, ki mu je ime Cable Sessor. Jaz pa po nekem res sosledju na ključi poznam eno žensko, ki tam dela, sem že parkrat z njo govoril, ki se je poročila z enim, ki je iz Bosne šel v Ameriko, ni važno, preveč sem razlagal. In ta nor šef ima EXO poznate konferenco, ste kdaj slišali za to? To je bilo v Seattlu, ena taka, tako kot NMN konferenca. In Cable Sessor je imel, ki so imeli zdaj zadnjo edicijo, par let nazaj, eno izjemno predstavitev o eni freski, več ne bom rekel. A je kdo slučajno to videl? Jaz upam, dejte to pogooglati, škoda, ker nisem nič napisal, mogoče pol dodal, ker sem hodil, se sem otroke imam. Cable Sessor, EXO, pa poglejte, če se hočete dobro počutiti. Obljubam 20 minut, če Disco Elysium končate, če rabite. Sem pick me up. Ok, zdaj pa. Jaz sem ga seveda obrnil, tako kot očitno cela soba. Ta špil je, ja. Spoilerji, prej si že za nek klic slišal, prijatelj, če ga hočeš igrati, ne. Jaz nisem mislil, prej sem vprašal, dajte še enkrat, kdo je igral Disco Elysium, roke gor. To je, jaz ne vem, kaj narediti s tem. Jaz bi šel ven. Če ti je ok, kravata se je že pogovarjala, to je normalen stavek, kravata se je že pogovarjala s tabo. Jaz bi šel ven. Jaz iskren bi šel, res nočem biti. Ker na eni točki bo je nekaj vprašal, ali pa nekaj rekel, jaz nočem, ker ta špil najboljše iti v prazno noter, mi je pa, Harry tamle kima, eden od Harryjev. Ali si, kaj že ta drugi ime, če droge jemleš, kaj že, sem spomnil, ni važno, glavnem. Ja, pejt ven, res ni panike, res. To ni slaba taktika, no. Rafael, tako, ja. Ja, uživaj. Monument Valley igraj. To se res mi zdi fair, mislim, to je fair, ker je pač. Jaz sem imel to srečo, da nisem pač res nič vedel o Disco Elysiumu. Je pa Juri Kristan je v bistvu napisal jazbini takrat opis, pa mu je dal 9, tako da sem mirne vode, vse je ok. Mu je dal 9, pa sem tisto predal, sem rekel, zanimivo zgleda. Ne?
In sem ga pol začel igrati, pa ga pa pač nisem nehal igrati. In sem ga igral, ko sem imel, jaz sem 2 kar majhna otroka, takrat sta bila še manjša. In v bistvu kar čudež, ampak slabši starš sem bil. Zaradi te igre. Zdaj, kot da vam jih rabim predstavljati, ljudje, ki ste tako oblečeni. To, kar je mene v bistvu nategnilo na začetku pred Disco Elysium, je bila ta fotka, ki sem pač pa šel gledati, pa tudi tisto, kar je bilo, recimo jazbini, nek so bili screenshoti. Klej zgleda, ker da sem ostreljal, ne, ali pa ker da se bodo stvari dogajale, ne. Pol pa, zdaj že spet brez pa v resnici ne streljamo, ne. Že pištola je zelo vprašljiva, načeloma, ne. Ampak jaz sem potem, zdaj malo preskakoval, da nam zdaj sam šli, jaz sem pripravil par video takih, ki mogoče malo pokaže za one, ki niso igrali, da bojo približno imeli, pa pojmo najprej čez to, no, ampak bi pa na konc najprej skočil. Jaz imam neko zelo veliko afiniteto, še Veronika, zelo veliko afiniteto do stalkerja, ne. To je, knjiga ni stalker, knjiga je Piknik, Piknik na robu ceste, imam slovenski prevod. Njo vprašajte, ona prodaja knjige. Ona prodaja knjige, samo to dela, nič drugega ne dela. Roadside Picnic, fajn knjiga, super knjiga, izjemna knjiga. Po njej je bil pa narejen, kar jaz vedno rečem, kar se meni tiče, eden res izjemen film Stalker, ki traja skoraj 3 ure in je art sovjetski film iz leta 1979, se mi zdi. Meče, robce meče. V redu je. V glavnem, en res izjemen film, ki ga moraš gledati spočit v kinu. Nobenih, ne pice ne smeš prejesti. Ampak res izjemen film. Takrat, ko je knjiga, ki je prevod išel, smo imeli s Harbom, kdo pa ti si bila, mi 3 smo bili. Smo imeli tudi en pogovor v kinoteki in res v kinu je res izjemen film. Doma moraš imeti res ogromen TV, da približno kaj izpade, kaj je tako star. Zakaj to razlagam? To pa razlagam zato, ker je bil ta film posnet v Talinu. Ne? Tallinn je pa mesto, kjer je Zaum, to so te pacienti, ki so ta špil naredili, ne? So ga pač tam naredili praktično, pa je bilo nekaj še v Angliji narejenega, pa to in bolj jaz, ker sem to preigral, sem pač, tako kot moj ADHD možgan zahteva, sem malo preveč fokusiral na to in sem bolj vse te dokumentarce pogledal, kako so se kregali, pa kdo je komu kaj ukradil, pa to grozne zgodbe, zato to imam na koncu en slajd, ne bo nadaljevanja. Ampak meni je Tallinn že zaradi stalkerja tako zelo pri srcu. Enkrat sem celo bil tam službeno, zdaj prav upam, da bomo šli še s družino privat, ki je tudi tako lepo mesto. Ampak je ta neka povezava, polka sem to zvedel, pa mi je bilo pa že tako je čudež ta igra, se mi zdi, ko pa zveš ta ozadje, ki ga bom pol razložil, no, se mi zdi, je pa težko ne imeti rad ta špil. Zdaj bomo šli pa čez par teh slajdov, ki so bili mišljeni za ljudi, ki še nikoli niso videli te igre. In je v tej sobi namenjena 4 očitno, ampak to sploh nam, ker ignorirate, da je bilo. Kva ćemo zdaj gledati? Čakaj, smo to gledati, dajmo to gledati. Ta je za Final Cut, ki bojo tudi voice-overi. Mogoče, ne vem. In the great city at the end of the world, there's a dead body behind the hostel cafeteria and a strike that's about to become a war. Precinct 57 sent their finest. Precinct 41 sent you. Prove them wrong or lose your mind. Disco Elysium, the final cut. Get it now. Do voice-overa tega pol prijemo, jaz bi se zdaj sam to postavil, ker načeloma vsi vemo, to je detektivka. Detektivka, ti si detektiv, ki se enak zbudi pač v uni sobi gor, kjer je človek, ki je šel bil že, se zbudi in potem se pač začne odvijati ta primer, vse gre čez Harryja, to je ta glavni protagonist, potem je zraven nek nepomemben človek, Kim Kitsuragi, ni nepomemben, to sem se nalaž rekel, zaradi te reakcije. In pač hodita naokol, Harry lahko tudi
ne pusti, kje, kdaj kima, da kakšno reč opravi brez kima, ampak tako je življenje. In kar je meni, ko sem ga igral prvič, je tako, to je pa dobra detektivka, ker gre za legit detektivko. Dajte roke dvigati, če se saj strinjamo, da je ta primer dejansko čist zanimiv. Ne, vemo, kako se konča, ampak tako načeloma je ok, bi bila taka B, C+, recimo, Harlamov bi to znal napisati, nima en to reče, da sem rekel. Recimo, kar se mene tiče, je že to dost. Ko pa ta špil igraš, sploh Final Cut, ki ima še dodanih par teh storylinov, in potem, ker sem ga preigral, vse te teme, ki so, strah v časih, ki živimo to reči, čak, kako sem si že to zamislil. Gremo reči, mislim, Robert, ki je napisal to, on se ima za Sovjeta dejansko. In ja, ampak to je to, bom zdaj na Anžeta to spelo. Ja, človek je rekel ne za Sovjeta, za komunista, kar je res, tehnično gledano je to res. Ampak tisto, kar jaz vem samo zato, ker sem bil v Estoniji, veste, ker mi imamo v Sloveniji, imamo pač do te Jugoslavije, večina ljudi ima nek tak odnos, to se je nekaj zgodilo, ampak smo nekako živeli, seveda so tudi grozne zgodbe, res nočem nič minimizirati, ampak imamo neko tako weird distanco, ki jo pa te baltske države do Sovjetske zveze absolutno nimajo. Jaz sem bil tam na enem sestanku na njihovem v bistvu SICERT-u, to je njihov cyber security center državni, in sem zelo tako omenil, dobro, pa se ta sovjetska je bila zdaj tega konc in v njim znoro name, da to je bila okupacija. In sem jaz tako se opravičujem. Tako zelo je bilo, pa to človek, ki dela cyber security zraven Rusije so, se razumeš to, Ampak tam je res ta, tudi polka sem govoril z Estonci, tam je drugačen odnos, seveda sploh do Sovjetske zveze, s katero smo mi res bore malo imeli, In polka sem jaz ta špil igral in vse te teme, začne se zelo z delavskimi pravicami, ta štrajk, ki bo postal vojna, ne postane vojna. Do en storyline, ki je zelo komunizem uperjen, seveda so še kakšni drugi, res ne bomo vsega razdelovali. Sem rekel, kdo da fuck je to napisal? Veste, mi smo vsi, ki špile igrate, tudi če Indije igrate, vsi vemo, kako močni so Američani, recimo, pa potem, če Evropo gledaš, je zelo veliko Švedske. Švedski je pa, mislim, da najbolj prodajan avto Dodge Ram pa Ford F-150 iz Amerike. Švedi bi najbolj Američani, če bi se le dali. Pejte enkrat gor pa govorite, to je, oni bi sta, Amerika, to zdaj kaj Trump, it's all good, jo. In res se mi zdi, da non-stop dobivamo te vplive, zdaj se je pa zadnjem cajtu se je pa začelo dogajati, da so ti res, Kardijsko Elysium še enkrat, jaz bi rekel, da je to eno teh špilov, ki je res za 9-10, z lahkoto, mislim, da Final Cut je 10, kar se mene tiče z lahkoto. Pa tukaj bi pol omenil še recimo ta studio, ki je ta CD projekt, najbrž projekt Red, ki so Poljaki, sem prav rekel Slovaki, Poljaki, hvala, ok, ki so Poljaki, imamo pa zdaj res ene par teh studijev, ki so pa naši, in ko rečem naši, zdaj bomo zaradali vsi Slovani, tako. Jaz to zelo resno jemljem, jaz sem to tudi snetil in sem se parkrat debatirala, mogoče da je tudi kaj napisano na to temo, ampak se mi zdi to zelo pomemben, ker to je bila moja izkušnja, pa se mi zdi, da nisem edini. Zelo smo prežeti s to zahodno mitologijo. Mi non-stop gledamo ameriške vojake, koliko hodijo, ali pa čarovnike v končni fazi. Sej Lothar je fajn, pa to pa, tudi Planescape Torment je fajn, pa Baldur je fajn, ampak to je vse iz te neke, v resnici je zelo zahodna tradicija. Pa igraš recimo Witcherja, jaz sem Witcherja 3 pač preveč igral, pa je že, po mojem, ta prvi šestini špila najdeš The Maribor Sword. Me je to možgane zlomil. Jaz nisem mogel verjeti, jaz ne vem, kdo je ta Poljak, ki je googlal, dajmo še Jugoslavijo nekako noter. Pa je Maribor najdel, zakaj ni Ljubljana? Ampak veste, meni se to ne zdijo nepomembne zadeve, ker to tudi Disco Elysium, to je v resnici pol ratov zelo velik špil. To ni več neka garažna zadeva, čeprav se je tako začela, se lahko se zdaj o tem malo več, pa če bo kdo kaj vedel, kaj jaz ne vem, lahko pove. Ampak meni se zdijo te zadeve zelo, zelo pomembne in da je sploh nekaj, ki je tako dobro napisan, kot ta špil, ki ti v resnici tok da, pa če kle niste jokali pri unem telefonskem klicu, niste ljudje, kar se mene tiče. Nisi človek, pej ven. Ti si veste,
to so, in že spet, ker so Estonci, je zelo prisoten ta pač res vzhoden vibe, ne znam tega drugače pomenovati, ker ga načeloma v resnici res ni v toliko velikih špilih, ali pa v špilih, ki so bili toliko uspešni, ali pa v špilih, ki smo jih očitno vsi igrali. In jaz, ko sem šel malo spremljati, obstaja ene par fajn dokčakam, to bom zdaj preskakoval, ene par dokumentarcev obstaja, en je ta nov klip, to na YouTube ste najbrž videli, če ne poznate, je en YouTube kanal, en Škot, mislim, da je, ali pa Jerc, ne vem, delajo res fajn dokumentarce o špilih, prav o določenih špilih, mislim, da je 5 delov v Disco Elysiumu, ki se v bistvu ukvarjajo bolj s tem, kako so to pisali, in Disco Elysium je nastal, kle sem se pa jaz sploh najdel, zdaj še malo moje zgodovine, sem to omenim, jaz sem pač na ERŠ-u včasih delal, ki je bizarna ustanova, ampak najboljši radio v Sloveniji, pa zdaj na Valu delam, pa to rečem. Je res ena taka skoraj komuna na 3/4, in te zaum, te, ki so to počeli, ne, sploh te glavni trije nekako, ali pa 5 jih je ta glavnih, nas se nima veze, nam šel zdaj v imena, ki je brez veze, so bili res v bistvu nek art kolektiv, ki se je tam dobival, pa so pa rekli, bomo špile naredili, so rekli, ok, bomo špile naredili, in to, kar je Disco Elysium, je pač po njihovih besedah v bistvu bil sam demo, ne, to ne bi bil ful en širši svet, kjer bi se dejansko kdo tudi streljal pa tepel. Pa ki so to razvijali, je ta, ki je delal modele, pa grafiko prišel do tega glavnega, do Roberta, pa mu rekel, mi nimamo, noben se ne more streljati, mi ne bomo mogli tega narediti. Pa rekel, aha, brez boja torej, ok, ne. In pol dobiš špil, ki jaz nisem mogel reči, se nič ne dogaja. In pol imajo še to šalo na začetku, to zdaj bo spoiler, ampak dajmo jo vsem povedati. V bistvu prvi, praktično edini, vsi vemo, da to ni res, boj je, ki se usedeš na stol, ne, pa ti stol vzame malo življenja, ker je pretrd. In je tako, ne, na stol sem se usedel in to je combat system tega špila. Ne. In jaz sem odkud, kdo je to naredil? In pol vidiš, pa so pa tako Estonci. On se ima res za komunista, ampak zdaj en od teh dokumentarcev je rekel, ne, jaz za Estonce, jaz sem vam za Sovjeta, kar je pa tam reči. Veš, reš komunist, ne, zdaj nam, zahodnemu svetu je že, ne. V Estoniji reči, da sem za Sovjeta, pa hočeš, da ne živiš tam. Ko hočeš, da bo ljudje jezni nate. In se mi zdi, da se to v tem špilu zelo pozna, pri čisto vsaki niti, ki jo človek lahko prime in preigra. Ne. Zdaj pa lahko, da vidim, kva sem dal. Ok, to bomo preskočili, to bo zdaj skočil naprej, moram... Ja, zdaj pa jaz nisem vedel že spet, ker ste vsi to videli, jaz sem dal zdaj pač sam en dialog, sem dal noter, ker sem hotel pokazati, kako to deluje, pa bolj bi prišel pol do, vsi vemo česa, tam, ko vlagaš po točke noter, no, ki ti se najbolj zanimiv, ampak dajmo vsaj to pogledati. Vse prav, kle si ti, Harry, kako je ta oblečen, ti čevlji so, ok, teh čevlji jaz nisem imel. Superga, kaj je to? Superga. A ki je v en kosu? Ta je boljši igral, ok. V glavnem, Kle sta, to je bolj proti koncu, kle si še žal čez most, ne. To je bolj proti koncu, samo tako, da ljudje, unika niso igrali, dobijo malo občutka, kako zgleda ta simulacija. This is a cool moment. It needs a cool thing to be said. What? What did you say? You're still not saying it right. It's too late now. The old woman shakes her head slowly. Ena boljših šal v tem špilu, kar se meni, moram verjeti, pa sem že tako, to obstaja YouTube, da seveda obstaja. Jaz sem say the cool thing sem napisal, pa je bilo to. Tako da, ok. No, poje pa tole. Ne. Zdaj, lahko zdaj 10 minut govorili samo o art stilu, pač ki je, to vsi vemo, pač neverjeten kle. To je eno od te začetne dvojice, ki sta to delala, ta Rostov. On je praktično vse narisal, no, večino stvari in je res noro. Jaz sem, pač ni važno, na kjeram na mizi imam nekaj od njega, ampak imam, ker je res lepo. Tisto, kar je pa pol v špilu, ne, relativno noro, vsaj kar se mene tiče. A je kdo to igral, da bom tako vprašal, ker bi pol vse en voice-over je pokazal, ampak a je kdo špilal to, napreden so vsi voice-over prišli, ne, napreden, sprav, ker je sam tekst, ene par vas pa je, ok. Pa Kicuragi ne, na polovici je glih ven update prišel, ne, pa all in, ne, ja, ok. Ker na začetku je bil ta špil tako narejen, v bistvu je bilo par iteracij, je bilo, na začetku so bili vsi te pogovori, ne, ki sem jih zdaj slišal, se pravi, vse Harryja ne slišiš, no,
niso bili posneti. Pol vmes, to je še eno priporočilo, ko človek, ki podcaste dela, so neki voice-overjev posneli ljudje, ki delajo Chapo Trap House. A kdo pozna Chapo Trap House? Kicuragi, poznaš Chapo Trap? Kdo si ti, ženska? To je pa kašen presek. Ok, se pravi pa še ti tudi poznaš? Ok, ja. To je v bistvu, to je tako, te bi se tudi imeli za Sovjete v Ameriki. So pač ene par ljudi, ki dela v bistvu res zelo, bom kratko rekel, zelo lev podcast v Ameriki, političen, zelo so uspešni, mislim, da na Patreonu, po mojem najbolj uspešen podcast, jaz ne vem za bolj uspešnega, toliko denarja dobivajo od ljudi, da je noro, v bistvu sam politiko trajbajo, ameriško, če vas slučajno to zanima. Ta Chapo Trap House je pa kar nek nonsens ime, ampak ta Chapo mislim, da je bil nek meksikanski ta preprodajalec droge. In je pol to v imenu, jaz še zdaj tega ne mislim, da bo kdo razumel, ampak ste sam trije, ni važen. Oni so dali, to sem hotel povedati, ker so imeli najbrž mikrofone, ali jaz ne vem zakaj, so par dialogov posneli, pol so se pa lotili, zdaj pa to, tukaj pa morate mene poslušati, nažalost, ker na radio delam, ker podcast delam, ker mi je audio, kaj to pomeni? Počas konc. Ok, bom hiter konc, samo se še dialoge poslušamo. Ena stvar, zelo na hiter, ti si pač lik po svoje gradiš, če boste ta špil igrali, res ga večkrat igrajte. Ali se ljudje strinjate, ki ste ga igrali s tem? Sam naredite ali neki, zmenen, ker tja, ko vlagaš, pač boljše. Ta del, ki je pa pol mene kupil do konca, no, je pa bomo, to namo zdaj šli, ker moj konc, sem pripravil en fajn YouTube video, se je minuto dolg, ali pa 30, so pa te voice-overi, ki so pa, kar se mene tiče, jaz ne vem, če se več da, po pravici povedan, tam ste ga že malo slišali, tudi v trailerju. Jaz sem dal seveda ki ste igrali od Volišna neki, ker je Volišen najjači skill v zgodovini iger, ne. Pa je pa ta en res dober YouTube, kaj že, Jamrog Hobo, je pač te videe dela, bom tega zavrtel, pa bomo pa mogli končati, ker tako je življenje. Tako da tole je Volišen tak za dušo, no. To ne, ampak tole pa. The road to healing is going to be a long one. Stay the course. You will make it someday. Just remember that you've made it this far, and it's just a bit farther now. Let's finish this. I'm on your side. Come on, man. Jaz zdaj imam, ok. Ti voice-overi so res izjemni, jaz res preveč pred mikrofoni sedim, govorim karkoli, preveč dobro je to. Jaz tudi to rad v teh mojih opisih omenjam, pa če bi tega napisal, bi pol opisa bilo samo teh voice-overih. Po pravici povedan, zdaj morate pa nekaj pomagati. To je bilo to drugače, v redu je, nekaj mi pomagajte, prosim, ok, to nam razlagal. Nadaljevanja pa ne bo zato, ker so se vsi skregali, ukradli so jim špil, zdaj ga probajo nazaj dobiti, zaum, te, ki so zdaj ta nov Parades for Spice, baje ni tako redu, to so čist drugi ljudje delali. Robert pa Rostov sta pa vzela denar od Kitajcev in nek špil delata, ki bohe, če bo vam prišel, ker ti Kitajci so pa ponadko, kaj pa mi delamo? Detergente, kaj bomo še delali? Špile. Tako da bomo videli, kako se bo to iztekalo. Tole sem jaz, če koga zanima. Zdaj pa ena bolj važna. Ker ste taka publika, jaz sem na vsake dok časa, prosim, ne me še en slika, pa me objav, da lahko to poslal, pa bomo še en sketch naredili za enega kolega. The Incomparable je ena mreža podcastov v ZDA, ki je narejena za ljudi, ki hodite na NMN. Ker je taka popkulturna zadeva, zdaj jo malo starejši, toliko stari ljudje, ki jaz se delajo, tako ne pričakujem nekih Gen Z ljudi, ki bo emojije dejali, ali jaz ne vem, kaj delajo Gen Z, ampak res fajn ljudje, obstaja že 100 let, res nagrade pobira. Jaz sem v to čas, da sem bil v točno 2 epizodah, ker je to cel network, ta glaven je pa ta The Incomparable. Dejte, pejte poslušati, tam nas je, jaz sem v enem Slacku s temi ljudmi in bomo zdaj sami za enega se norca delali, če dovolite. Aloh, dej Kicuragi, pricam, dej pricam. Ker hoče me še svojo fotko, slikala bo, vse nič ne treba delati. Najlepša hvala. Dej, samo vzadi pejt. Jaz bom zdaj, naslednja stvar, ki vam bo kazal, bo jaz, ko objemam enega človeka, oba sva pijana. Ki smo bili v Londonu in sam prosim vse, če s prstom kažete na njega. Sam to bi vas prosil, samo vsi z roko kažete na Jamesa, ne, takole delite, ti pa sam sliki. Ti pa sam, da to sliko dobim, vam bom razložil, če je fora, ker bom to dopal v Slack, ki mu je nič jasen.
Okay, to je drugač, hvala, Kicuragi. To je James Thompson, to je človek, zdaj še enkrat, unika matemeka, on je včasih za Apple delal zelo dolgo nazaj, on je v bistvu eden od zaslužnih za Finder, se pravi, veste, za File Explorer od Maca OS-a, on je na njemu delal, dela izjemno aplikacijo, ki je na vseh pikal, ki je v bistvu kalkulator, zraven je pa naredil nekaj, kar bo vas mogoče zanimalo, za ston aplikacijo, tudi če greste na pikalk.com, ki se ji reče DICE in je v bistvu taki 3D animacije, ki imaš človek, je res. Vseh možnih kock, D&D-ja, navadne kocke, karkoli narediš v 3D-ju, rolate jih, vsi veš 27 in pa se jaz ne vem. Ampak tako, vse si lahko zmisliš, res je, ni bullshit in on je ful v redu in tukaj sem že malo spila. In hvala za ono sliko. Jaz sem imel že domič, da je bilo to najviše, hvala, to je to, hvala. Okay.